Dobrodošli na svečani akademiji s podelitvijo priznanih nagrad za uspehe dosežene na področju kulturne dejavnosti z umetniškega, znanstvenega in organizacijskega vidika za leto 2010. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika posebej pozdravljam Mirana Gorenčka, župana občine Slovenske Konjice. Vse letošnje in dosedanje dobitnike priznanih nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku. Bojana Podkrajška, podžupana občine Slovenske Konjice. Renato Klančnik, direktorico Splošne knjižnice Centra Slovenske Konjice. Gospoda Rudolfa Petana, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Vse predstavnike kulturnih društev, ravnatelje, direktorje, občinske svetnike, predstavnike krajevnih skupnosti in vse vas, dragi naši gostje. Kot dela prost dan praznujemo edini na svetu. Zato ni potrebno posebej poudarjati, kakšen pomen pripisujemo Slovenci kulturi, čeprav je mnogokrat videti ravno nasprotno. Naša zvestoba in trajna želja, da se skupaj spomnimo pomena in veličine Prešerna za Slovence in slovenstvo, se kaže s poklonom tistim, ki jim bomo namenili današnji večer. Prešern nam pri tem še vedno kaže pot. Na predvečer praznika vsega slovenstva za slavnostno besedo prosim Mirana Gorenčka, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, nekako vedno znova me preveva prijeten občutek, ko stojim takole pred polno dvorano tukaj v domačem kraju in to na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Nocoj posebej pozdravljam poslanca v Državnem zboru gospoda Rudolfa Petana, častnega občana sosednje občine Zreče gospoda Štefana Nemeša, vse bivše nagrajence, posebej pa še tiste, ki bodo danes prejeli priznanja in pa seveda vse tiste, ki boste oblikovali nocojšnji spored. Jutri se bomo spomnili našega velikega pesnika, doktorja Franceta Prešerna. Mineva že 162 let, odkar se je poslovil z tega sveta. Pa vendar s svojimi deli še vedno živi med nami. In prepričan sem, da smemo ob njegovem imenu upravičeno uporabiti vsem znane besede pesnika Antona Aškerca iz njegove znamenite Čaše nesmrtnosti. Glej čaše, ki nesmrtnost daje, sam naredi pitje si nesmrtno. Čaša tvoje, življenje tvoje, po delih sam boš živel večno. Prav gotovo globoka misel, ki je imela pomen v vseh obdobjih preteklosti in velja seveda tudi za vse nas. V mnogih primerih posamezniki zaradi svoje skromnosti in svojega pogleda na življenje skrivajo svoje duhovno bogatstvo. Lahko bi temu rekli tudi čašo nesmrtnosti. Med takšnimi je bila tudi naša rojakinja,
profesorica Zdenka Serajnik. Skromna ženska, profesorica, pesnica, publicistka, prevajalka, ki je ustvarila bistveno večje duhovno bogatstvo, kot smo si lahko predstavljali v času njenega življenja. V svoji skromnosti je sama zapisala stavek: prav nič, kar sem naredila, ne sme biti v mojo slavo, temveč v slavo in hvalo Bogu. Pa vendar sem prepričan, da nam ne zameri, ker smo prelistali njeno pisno zapuščino, jo delno že uredili in ravno danes dopoldan v tem hramu kulture predstavili v obliki zbornika z naslovom Tihe rože Zdenke Serajnik. Veliko simbolike je v tem naslovu. Vse v okolici skrito, povsem tiho in neopazno so desetletja nastajali posamezni cvetovi, ki smo jih sedaj povezali v šopek rož. Iskrena hvala vsem, še posebej gospodu Martinu Brzdovniku, ki ste se dolgo časa trudili, da smo danes lahko ponosno predstavili 157 strani zapisov o njenem življenju in delu. In prepričan sem, da nam je vsem žal, da smo našo sokrajanko pričeli resnično spoznavati šele po njenem odhodu. V preteklosti je bila s strani mnogih zaničevana, zasmehovana in celo poniževana. Pa vendar, njeno veličino smo odkrili šele v njeni bogati zapuščini, ki v materialnem smislu resnično ne pomeni dosti. Velika pa je njena literarna in duhovna vrednost. Iz nje veje tudi skrb za vrednote življenja, za ohranitev okolja, predvsem pa ponos, da je živela tukaj v Konjicah. Kot ponosna Slovenka je med drugim napisala pesem v čast svoji domovini, in to takrat, ko se izraz domovina sploh ni uporabljal. In zato naj citat iz njene pesmi navedem samo prvo kitico, iz katere pa veje veselje in tudi navdušenje ob pojmovanju besede domovina. Takole gre. Domovina, mati moja, ena sama, posvečena, od Boga blagoslovljena, bodi nam pozdravljena. In kot sem že rekel, to je bilo v času, ko še nismo uporabljali besede domovina, ampak smo rekli skupna država. Prepričan sem, da ima letošnji slovenski kulturni praznik v naši občini prav poseben pomen. V tem našem vsakdanjem hitenju smo se vsaj malo ustavili in se spomnili naše vrakinje, ki je s svojim življenjem, delovanjem na kulturnem področju obogatila svoje rojake. Skromna in zadržana, kot je bila vse življenje, gospa Zdenka Serajnik nikoli ni pričakovala pozornosti ali priznanja za svoje ustvarjalno delo. Pa vendar je prav, da smo se danes oddolžili in izrekli priznanje in hvaležnost za vse, kar se imamo priložnost naučiti iz njenega lika, predvsem pa iz njenih del. Svoj odnos do kulture in to hvaležnost
pa lahko pokažemo tudi tako, da se pogosteje, kot smo bili do sedaj navajeni, udeležimo katere od številnih kulturnih prireditev v naših krajih, morebiti z obiskom gledališča, muzeja, opere, baleta v naši soseščini. Ob vseh praznovanjih, ki potekajo v teh dneh, pokažimo svoj odnos in svoje poslanstvo s tem, da se v kulturno dogajanje aktivno vključimo in naj postane kulturno življenje sestavni del našega vsakdanjika. Tako bomo spoznali, kaj je resnično bogatstvo, tako kot pravi profesorica Zdenka Serajnik. Ljudje močno sanjamo o bogastvu in nikoli nam ga ni dovolj. Seveda gre pri naših sanjah za čisto navadno, gmotno bogatstvo. Na duhovno bogatstvo bolj malo mislimo, recimo napisan razbor umetnosti, od knjige do slikarstva in še glasbe. Kaj, če smo ravno zato večno nezadovoljni, ker nam manjka duhovnih zakladov? Samo gmotni nas ne nasitijo, ker nas ne morejo. Tako je zapisala Zdenka Serajnik. V naši lokalni skupnosti bomo prav zaradi tega tudi v bodoče poskušali v kar največji možni meri ustvariti pogoje za čim bolj živahno delovanje na kulturnem področju. Tudi v letošnjem letu bomo pripravili in izvedli veliko kulturnih dogodkov in tudi spominu na našo profesorico Zdenko Serajnik bo namenjeno kar nekaj dogodkov. Celo leto 2011, ki smo ga poimenovali leto Zdenke Serajnik. Pri vsem tem nam pa bo osnovno vodilo, da vsem nam, poleg tistih materialnih pogojev in pa dobrin, ki jih rabimo v vsakdanjem življenju, omogočimo, da doživimo nekaj lepega, tiste prijetne občutke, sprostitev v vsakdanjem delu in hitenju, ter vse tisto, kar si sicer ne moremo kupiti z denarjem. Zelo iskreno želim, da bi bilo kljub tem neprijaznim časom naše skupno nadaljnje delo na področju kulture vse tako uspešno, kot je bilo do sedaj. Še posebej se v tem slovesnem trenutku zahvaljujem letošnjim dobitnikom priznanj, izrekam vam vso spoštovanje in priznanje za vaše delo, za vaš prispevek k pestremu kulturnemu življenju v naši občini. Kajti to pomeni tisto pravo, resnično bogatstvo. Vsem nam pa želim, naj bodo ure današnjega večera prava priložnost za sprostitev in tudi za prijetno druženje.